4, 3, 4, 4. Jesensko štetje v Mariboru bil je deževen znova prijeten, golov poln večer v Ljudskem vrtu, ki se je začel s humanitarnim pridihom, ne le na igrišču, vijolični junaki redno in na različne načine poskrbijo tudi za veselje izven zelenih površin. Tokrat so bili na pobudo iz slačilnice zbrani prispevki igralcev, strokovnega vodstva in zaposlenih v klubu za akcijo Ko je božič, naj bo božič za vse. Simbolični ček je pred tekmo podelil namestnik kapetana Aleš Mertelj v imenu Radia City, ki zbrana sredstva nameni ljudem v stiski, pa je darilo prevzel odgovorni urednik Borg Grajner. Ko je sodnik Miran Bukovec označil, da gre za res, pa za obdarovanje niso bili pripravljeni gostje iz Radomelj. Skušali so presenetiti s hitrim odzivom sredine igrišča, prišli do udarca v 8 sekundah, Smrtnik je nameril mimo gola. Nato je sledilo še splošno začudenje na stadionu ob eni najbolj nenavadnih sodniških odločitev. Dvoboj Stojiljković-Šuler v kazenskem prostoru se je končal z vključevanjem sodnika Bukovca, ki je nepričakovano pokazal na belo točko. Protesti niso zalegli, Zavrl je prevzel vlogo izvajalca 11-metrovke in če se lahko tako izrazimo, pravici je bilo zadoščeno, saj je žoga iz prestrogo dosojene najstrožje kazni zletela mimo leve vratnice. Vse preostale zadeve na tekmi so bile obarvane v vijoličasto. Revija golov se je začela, ko je Filipović podal do Santija, ki je preizkusil udarec z razdalje. Gostujoči vratar Blažević je uspel žogo le odbiti, Bohar pa je poskrbel za natančen zaključek. Ena nič v 24. in v 26. minuti že 2-0. Po dolgi podaji Argusa je Tavares z glavo usmeril žogo do Vršiča, ki si je spretno pripravil položaj za udarec, a mu je popolno veselje z odličnim posredovanjem preprečil vratar Blažević. Po njegovi obrambi je žogo skušal izbiti Rems, a zadev Zahovića, na pravem mestu pa je bil Tavares in žogo tudi poslal na želeno mesto. Kapetan je zabil že svoj 130. gol v najljubšem dresu, nato pa je najstrelec prevzel tudi vlogo asistenta. Ko je odvzel žogo na sredini igrišča, jo po levi strani popeljal do kazenskega prostora in se odločil za povratno podajo po tleh, je Santi zabil za ekspresnih 3-0. Trije goli v 8 minutah za nadaljevanje izjemnega strelskega niza v vijoličastem, na drugi strani pa do odmora le še en poskus, ko je prosti strel izvajal Balkovec, Handanović je z uspešnim posredovanjem žogo odbil, Šuler pa izbil v kot. Kjer se je v prvem končalo, se je v drugem polčasu nadaljevalo. Žoga se je še četrtič znašla v radomeljski mreži. V začetnem delu nove učinkovite akcije sta sodelovala Šuler in Filipović, nato pa je Tavares pravočasno podajo odprl pot do gola Boharju, ki je neustavljivo dokončal pohod in še drugič v 4 dneh postal dvakratni strelec. Definitivno veseli učinkovitost, mogoče smo prej bili manj učinkoviti, ampak nivo igre je bil vedno visok, nivo igre je bil vedno kvaliteten, smo prihajali v priložnosti. Ne zadeneš, to je nogomet, zato je tako zanimiv, ampak hvala Bogu, da se je strelska forma, v zadnjih tekmah popravila in je vsekakor spodbuda za zadnjo prihajajočo tekmo. Med neenakovrednim dvobojem so nogometaši iz Radomelj uspeli le še zmanjšati zaostanek. Po prostem strelu pred gol je podal Balkovec, Rems je v gneči uspel z dovolj natančnim udarcem z glavo žogo spraviti v desni kot. Gostje so v neenakovredni končnici ostali z igralcem manj, ko si je po prekršku nad Zahovićem drugi rumeni karton in pot v slačilnico prislužil Centrih.
Med zaključnimi napadi velja izpostaviti še dve potezi. Avtor prve je bil Agim Ibrahimi, ko je pri izvajanju prostega strela izbral iznajdljivo rešitev, a mu je namero preprečila vratnica. Pred koncem tekme pa je zbirko izjemnih obramb dopolnil Jasmin Handanović, ko je ustavil tudi poskus Gajića z bližine. Ostalo je 4:1 z dovolj razlogi za aplavze s tribun, po katerih se ni posegalo le pri golih, ampak jih je dobil tudi Petar Stojanović, ko se je po poškodbi vrnil na igrišče z zaščitno masko. Lepšega zaključka jesenskega dela sezone z učinkovitostjo, 15 golov v zadnjih 4 tekmah na domačem igrišču in s spreminjanjem stanja na lestvici oziroma vzpostavljanjem predvidenega razmerja si ne bi mogli želeti. Ja, res je, da v teh domačih tekmah smo nekako vsi želeli, da pač ustvarimo pozitivne rezultate, kar nam je uspelo. Jaz mislim, da smo po nekih umestnih težavah prišli v en ritem zmagovalni. Tako da sigurno super za zaključek pač jesenskega dela. Zdaj sledi le še gala zaključek leta 2014. Sreda 20:45, dovolj je reči, NK Maribor, FC Schalke 04. Will be a fantastic match, hard match. We must be focused on the first minute until the end. We must start with full energy. We must be focused 90 minutes, 95 minutes, because if we will win, we will finish an amazing season like last year, better than last year, because this year we play Champions League. We have a lot of chances, and we must be just concentrate for that.